To je zanimiva izkušnja. To smo že imeli moja. Pri nas, ja. Sploh pa danes. Mogoče bi s tem malo začeli. V resnici je to zanimiva izkušnja izdati knjigo z naslovom Psihologija v kapitalizmu v času, ko neko podjetje, ki se imenuje Alibaba, zasluži v enem dnevu 25 milijard dolarjev s prodaje svojih delnic in je vredno več kot 230 milijard dolarjev. Eno podjetje. Govorimo o enem podjetju, ki ga tako rekoč v celoti nadzoruje Komunistična partija Kitajske. Oziroma centralni komitej Komunistične partije Kitajske. Pisati o psihologiji v kapitalizmu je zato na nek način popolno, rekel bi, na nek način seveda, popolnoma ponižujoče. Popolnoma ponižujoče, ker psihologija v kapitalizmu je tako zlorabljena in tako koristna in tako uporabna in tako jo bodo uporabljali in tako jo bodo še zlorabljali, da je čisto vseeno, je ta knjiga nastala ali absolutno vseeno je. V tej perspektivi, ki jo odpira, naprimer, to internetno podjetje, je to absolutno nepomemben dogodek. Se pravi, je pomemben izključno za posameznika. In tudi je, zame je. Zdaj, jaz sicer nisem prepričan, da kakšno knjigo prodal, ampak če jo bom celo del svojih stroškov pokril. To je zanimiva perspektiva, ker živimo še vedno v kapitalizmu, hočeš, nočeš in je knjige treba tudi prodati, oziroma treba ni, jaz to bomo obožal, če ne bom. Ampak na nek način pa je logično, da se tudi prodaja, ker je dobrina in je blago, kot se reče, na trgu. Meni je pač dragocena. Torej, tovariši in tovarišice, zame ste pač tovariši in tovarišice, jaz sem otrok socializma in tako bo tudi ostalo. V tem šolskem letu, zato ker ste vi tako rekli, ste res. Razmišljam o razmerjih med učitelji in učenci. In danes bom za uvod razpostavil pred sebe nekaj teoretskih orodij, ki jih bom uporabljal, oziroma ki jih bom potreboval v nadaljevanju, zato, da bi mislil razmerja med učitelji in učenci. Brez teoretskih orodij teh razmerij ni mogoče misliti. Vsaj njih mogoče misliti na resen način. Na način, ki bi proizvedel kaj novega. In zato, da bi razpostavil teoretska orodja, se bom obrnil k ljudem, ki so teoretska orodja že proizvedli. Zdaj bom najprej pogledal, o čem piše Platon v 3. knjigi Zakonov. Piše o nečem izjemno pomembnem v povezavi s tem, o čem bomo govorili. V povezavi z razmerji med učitelji in učenci. Mimogrede, to, o čemer bom govoril, bom tudi počel. Torej bom govoril o tem, kar počnem, in bom počel to, o čemer bom govoril. Torej bom učitelj. Kar avtomatično pomeni, da ste vi učenci. Druge možnosti kratko malo nimate. Okay? Potem se bom
obrnil na Aristotela in neko njegovo izjavo, ki je v resnici koncept, ki je teza, ki je revolucionarna teza v času, v katerem je Aristotel živel. Kasneje se bom posvetil enemu največjih umov vseh časov. In to je Spinoza. In bom spregovoril o neki ideji, s katero se ukvarja v etiki. Še pozneje, če ne bo že pol 8, bom razmišljal o nekem Foucaultjevem konceptu. Nekem Foucaultjevem konceptu, ki ga v glavnem ne razumejo niti tisti, ki ga predavajo. Mogoče ga ne razumejo ravno zato, ker ga predavajo, ker ga ne znajo misliti. Med predavanjem in razmišljanjem je razlika. Predavati nekaj niti slučajno ne pomeni, da tisto tudi razumeš oziroma da tisto tudi misliš. In čisto na koncu se bom lotil še enega koncepta, s katerim se na izjemen način ukvarja francoski filozof Jacques Rancière. In to bo zadost za danes. Nekaj teoretskih konceptov. Še drobna tehnična podrobnost. Kot vidite, no PowerPoint presentation, nič ne bom bral iz teh PowerPointov. Nič branja in nič slikc. Drugič, ne bom vam bral iz listov, ker jih nimam. To je pogodba. Jaz sicer list, ne bom tega bral. Torej ne bom vam bral iz papirjev, iz zapiskov, ampak je podobnega, ker jih kratko malo nimam. In seveda, kdo bi me lahko vprašal, kaj bom pa pol počel. Ker predavatelji morajo imeti za imidž teh časih, ali PowerPoint, tako kot alibi. PowerPoint tako kot azil, kamor se zatečeš, ko ne veš, kaj bi povedal, daš hitro gor nekaj pa jim bereš. Ali prečema berete sami, pa te cajt, pil sok. Ali pa berejo z listov. To je sicer malo zastarelo, ampak eni berejo. In vam berejo 1 uro, recimo, lahko. Pride do konca, pa gre na začetek. Ta cajt že vsi pozabijo, kaj ima na začetku. Ker je nezanimiv, dolgočasno. In tudi ne bom predaval, ker sem rekel, da bom počel to, o čemer bom govoril in govoril bom o tem, kar bom počel. To, kar boste danes doživeli, ni predavanje. Kaj potem je? Čisto preprosto, povedal vam bom zgodbo. Ampak povedal vam tako zgodbo, da gate trga. To ne bo pravljica, ne bo mit, sploh pa ne bo kar neki. Tega je že itak dosti v teh časih. To bo zgodba, to bo dobra zgodba. To bo izvrstna zgodba. In za to zgodbo ne rabim nobenega azila, nobenega libija, sploh nič. Ker ni treba. Ker sem, tako kot vi, je pomemben podatek. Jaz sem, tako kot vi, simbolno bitje, ki je zmožno misliti. Govorim o neki egalitarnosti. Jaz ne trdim, da sem bolj kot vi zmožen misliti in ne mislim, da ste vi bolj kot jaz zmožni misliti. Trdim, da smo na neki ravni vsi enaki in smo zmožni misliti. In izključno moj privilegij je, da sem lahko tukaj, ker me k temu zavezuje pogodba, da lahko pred vami mislim
Kar pa ne pomeni, da vam ni treba, čeprav ste učenci. To ni nepomembno. Sploh ni nepomembno, kajti vsi ste bili leta dolgo učenci in ste navajeni biti učenci. In se tudi obnašate pogosto v svojih življenjih, kot se pač obnašajo učenci, in to je zlasti disciplinirano in pa na način avtocenzure. Vsi ste vzgojeni na način, v katerem ima avtocenzura zelo pomembno vlogo, zelo pomembno mesto. Zato velikokrat ne poveste svojega mnenja, ne poveste ga niti takrat, ko veste, da je pravilno, ker se bojite posledic. Kjerkoli že to je, na delovnem mestu, doma, zunaj, gostilni, na fuzbal-placu, meni vsem kje. Če ni tako, mi vse odgovarjate. Na tej točki bom veskrat povedala, zakaj ste predčasno začeli? Oh my god, pa sem rekel, da povejte, ko bo 6 ura. To ste vi krivi, jaz nimam ure. Predčasno sem začel izključno zato, ker ste vi krivi, ker mi niste povedali, toliko je ura, začni. Zakaj je problem, ne? Da nisem začel točno, da so ljudje, preko ljudi niso navajeni prihajati točno. Torej, to pa se vidva zmenita. Bravo, hvala lepa. Ja, s tem je povezana zanimiva zgodovina, pravzaprav. Tisto akademsko četrt so si izmislili profesorji, ker je bil to njihov privilegij in so pustili, da torej študentom, dijakom, učencem, whatever, da jih čakajo. Danes je pravzaprav pogosto drugače. Ne vem, če je kdo od vas učitelj. A je kdo? Ok. Potem se boste najbolj z mano strinjali, da je zelo pogosto tako, kar se pa mene tiče in pa skoraj vedno, da predavatelj pride, cel sem povabljen na neko šolo, jaz pridem, tisti, ki me je povabil, pride, na oni strani, se pravi na strani učencev, eni so, enih ni, potem vedno taki mene povabil vpraša, a še malo počakamo une. Zakaj bi pa jaz čakal une, če sem bil jaz povabljen? Sploh pa uni čakajo profesorjev, daj pa zdaj obratno, da profesor čaka, joj, mogoče bi učenci prišli, da bi jaz lahko pač to, kar sem, profesor. Kar je seveda v nekem smislu zelo dobro, kaj ti učitelj, ne more biti učitelj, če ni učencev, če prazna dvorana, komu ne pa bo učitelj. Zanimivo, zgodovinski obrat, kdo zdaj koga čaka, in da bi si izognili enemu problemu in drugemu, se pravi, kdo koga čaka, se jaz obnašam, in mislim, da vi tudi, vsaj večina, zelo preprostem principu, ki zna biti v življenju tudi sicer zelo uporaben. Ta princip je, da če se reče, da začnemo ob 6, tudi začnemo ob 6. Nobene paranoje zadaj, Joj, kaj to pomeni, Zakaj sem pa začel ob 6? Sicer so rekli ob 6, ampak vse veš, v življenju nikoli ni tako, kot se reče, zmeraj je malo drugače. Zakaj se kar nenadoma držijo, ne vem, besede, obljube in tako naprej? Živimo v perverznih časih. Ok, torej, vi da se pol zmenita, a sem začel pred malo, V glavnem, jaz pa tukaj vi do 7:30. Tisti, ki imate uro, ker jaz jo nimam PowerPointa, nimam zapiskov, nimam papir, nimam nič, Nimam ure. Ko bo ura pol, prosim, da kdo reče, bež domov. Ker če ne boste rekli, boste spet vi krivi. Tudi svinčnika nimate. Ma nič nimam, svinčnika nimam, pogodbe nisem mogel podpisati. Prosim? Aha, ok. Se je že zgodilo, da so nam zaklenili, ko so odšli domov, ker niso hoteli povedati, da bo konc. Jaz pa nimam čisto natančnega občutka, se imam neko notranjo biološko uro, ampak tista je, da približam. Meni ne pove biološka ura, 7:30 je konc. Ok. Torej, povejmo neko zgodbo. Povejmo, privoščimo si dobro zgodbo. Redko
kdaj se vam bo zgodilo v sedanjem življenju, da vam bodo privoščili dobro zgodbo. Ne bodo vam jo privoščili na televiziji, ne bodo vam jo privoščili politiki, ne bodo vam jo privoščili menedžerji, ne bodo vam jo privoščili PR-ovci, propagandisti, oglaševalci in tako naprej. Ne bojo. Zakaj ne? Zato, ker jim je vseeno za vas. Ker zasledujejo samo svoje interese. In od vas hočejo samo, da čivknete tisti da. Karkoli že pomeni. Od vas hočejo samo, da rečete da. Ne pejte množično v trgovino, ker je akcija, ker bo zmanjkalo. Vi rečete da. Ker se od vas drugo ne pričakuje, ker moramo dvigovati BDP in nekaj jajca vse. Redko kdaj vam bodo privoščili dobro zgodbo. In morda si tudi sami redko kdaj privoščite dobro zgodbo. Jaz ne vem, zato pravim morda. Ne vem, lahko pa da si jo. No, jaz sem jo privoščim, pa sebi tudi. Poglejmo torej najprej, o čem piše Platon v 3. knjigi Zakonov. Med drugim Platon spregovori o nekem na prvi pogled trivialnem, družbenem, empiričnem dejstvu, ki je, da kamorkoli greste, kjerkoli se znajdete, se zdi, je videti, kot da je tako, da se ljudje tako rekoč sami od sebe avtomatično postavijo na položaj, za katerega se jim zdi, da jim pripada. In obstajata dva temeljna položaja, kjer se vedno znova znajdejo isti ljudje. Eni vladajo, dominirajo, prevladujejo, gospodujejo, ukazujejo, zahtevajo, terjajo in tako naprej, drugi pa ubogajo. In Platona to dejstvo zanima. Zakaj je tako? Kaj utemeljuje to tako rekoč avtomatično vedenje ljudi? Da so eni vedno znova hlapci, da eni vedno znova ubogajo, da eni vedno znova poslušajo, da eni vedno znova rečejo da, karkoli že jim rečejo. In zakaj se zdi, govorim zelo natančno, zakaj se zdi, da eni vedno znova ukazujejo, da so eni vedno znova dominantni, da so eni vedno znova na gospodstvenem položaju. Pa ne gre za učitelje in učence, starše in otroke, šefe in podrejene, kralje in podložnike in tako naprej. Zdi se, pravim še enkrat, zdi se, da ljudje nimajo prav posebnih težav pri razvrščanju, kdo je kdo, oziroma kam se bo kdo postavil. Kot da bi bilo nekaj intrinzičnega na tem, da so pač otroci, kot da je to samo se pomembno, da so otroci in da poslušajo, na primer, svoje starše. Kot da starše nekaj avtomatično kvalificira, da so nadrejeni svojim otrokom. Kot da učitelje nekaj avtomatično kvalificira, da so nadrejeni učencem in obratno. In zelo velik del vsakdanjega življenja izhaja iz tega avtomatizma in se naslanja na ta avtomatizem. In zato vedno znova isti ljudje, če jih natančno poslušate, uporabljajo isti besednjak. Učencem se avtomatično zdi, da so nevedni, da poslušajo, da so tiho in da ubogajo in da pač trdijo to, kar se jim reče. In učiteljem se avtomatično zdi, da so oni tisti, ki vejo, da so oni tisti, ki ukazujejo, da so oni tisti, ki zahtevajo, da so oni tisti, ki ocenjujejo, ki disciplinirajo, ki in tako naprej kričijo, ne vem, se mečejo ob tla in pulje lase, če deca ne da mir in če je premalo disciplinirana in če je preveč živahna in če je preveč lena in premalo motivirana, whatever. Če poslušate besednjak, vidite, da je
absolutno do pičice enak. Zakaj je tako? Kaj kvalificira ljudi, da se tako obnašajo? Ene in druge. In kako ljudje to vejo? Kako se morajo obnašati? Platon ni bral Foucaulta, ker ga ni mogel. Zato bomo mi kasneje brali Foucaulta in se bomo vrnili k temu vprašanju. Je pa nekaj izjemnega, posebnega, izvrstnega in revolucionarnega. Ko ob tem razmišljanju v 3. knjigi Zakonov Platon nekaj zapiše. Ko se zdi, da je sam po sebi pomembno, da je avtomatično, da je razumljivo, da pač tako je, starši za starši, otroci za otroci, šefi za šefi, nekaj vse spodi Boga in tako dalje, ko se zdi, da je vse fino, Platon reče, ampak še nekaj manjka, še nekaj moramo dodati, še nekaj moramo povedati. In sicer tole. Vsakomur od teh dvojic, učitelj, učenec, šef, podložnik in tako naprej, vsakomur lahko zastavimo drobno vprašanje. Povejte mi, kaj vas kvalificira, da ste to, kar trdite, da ste? Kaj vas, starši, kvalificira, da ste starši? Kaj vas, učitelji, kvalificira, da ste učitelji? Kaj vas, kralj, kvalificira, da ste kralj in tako dalje, in tako dalje. In tudi, če spremljate aktualno politično življenje, ta hip v tej državi, se lahko s tem vprašanjem zelo inteligentno poigravate in pridete do zelo zanimivih vpogledov, kaj se okrog vas zdaj ta hip dogaja. Kaj koga kvalificira, na primer Alenko Bratušek, da je to, kar hoče biti. Vsa Slovenija se s tem ukvarja. In tako naprej, mislim, da je poanta jasna. Kaj koga kvalificira? Ali pa, kot bi rekel Platon, kaj je arke, kaj je tisti temelj, na katerega stopiš in si kvalificiran. In Platon odgovori, da ga ni. Da ga ni. Da je za vsa ta razmerja v resnici v zadnji instanci odgovoren met kocke. Lahko ste starš ali pa tudi ne. Lahko veste, kaj pomeni biti starš, ko imate recimo otroka, ni pa nujno, da veste. Lahko ste razmišljali, kaj pomeni biti učitelj, ko ste dobili naziv učitelja, ni pa nujno. Ni nujno, da ste se vprašali, kaj pomeni biti učenec. Bolj verjetno je, da ste preprosto na to pristali in ste rekli, ok, sem pač učenec. In ta razkorak med možnim vprašanjem, kaj vas kvalificira, in samonitrim pristajanjem, da tako pač je na tem svetu, da v končni fazi meni piše, da sem učitelj, in jaz sem učitelj, konc, pika. O tem ne razpravljamo. Platon pravi, pa bi ravno morali. Pa bi ravno morali, kaj ti gre za medčloveška razmerja. In ta razmerja so, vsaj v demokratičnem občestvu, zavezana nečemu, kar je Aristotel imenoval recipročnost. Aristotel spregovori o nekem principu občestvenega življenja, ki velja za demokratična občestva. Ne velja za nedemokratična, seveda. Za demokratična občestva velja pravilo recipročnosti pravic in dolžnosti.
kdorkoli se postavi na eno pozicijo, recimo gospostavno pozicijo, in na drugo pozicijo hlapca, je pred resnim izzivom, če živita oba v demokratičnem občestvu, kajti oba sta objektivno soočena z vprašanjem, kako boš ti učitelj, to, kar trdiš, da si, torej učitelj, in kako boš ti učenec, to, kar praviš, da si, upoštevajoč osnovni demokratični princip življenja v občestvu, ki je pravilo recipročnosti. Recipročnost kratko malo pomeni, to, kar velja zame, velja tudi za vas in obratno. In zadeva naenkrat ni več tako zelo preprosta. Zlasti ni preprosta, če kdo misli, in pogosto tako je, da pač lahko dela, kar se mu zdi, ali pa da on že ve. Da starši že vejo, kaj pomeni biti starš, da otroci že vejo, kaj pomeni biti otrok, da učitelji vejo, kaj pomeni biti učitelj in tako naprej in tako naprej. Očitno namreč tako ni. Kajti, če pogledamo, vidimo, da se različni učitelji obnašajo različno, da se različni starši obnašajo različno. Imajo različne predstave o tem, kaj pomeni biti starš, kaj pomeni biti učitelj. In za vse ostale pozicije velja enako. Torej, prvi izziv je, kako živeti demokratično življenje v občestvu, v katerem se zdi, da je samo po sebi umevno, da se vzpostavljajo razmerja nadrejenosti in podrejenosti. Kajti demokracija ni to, kar navadno mislijo ljudje. Demokracija, ki so ljudi natanko v antičnem svetu, v Grčiji in nikjer drugje, namreč predstavlja zgodovinski novum brez primere. Zakaj? Dva pomembna odgovora sta na to vprašanje. Ko se rodi ideja demokracije v stari Grčiji, ne pomeni tega, kar navadno mislijo ljudje, ko govorijo, da je demokracija vladavina ljudstva, vladavina večine, prevlade večine in tako naprej. To nima z demokracijo absolutno nobene zveze. Ideja demokracije je v osnovi zavezana ideji egalitarnosti. Demokracija v stari Grčiji, ko se rodi kot ideja, pomeni vsakdo, čeprav Grčija ni živela tega, služnostniška družba, ni zmogla, ni znala, to ni pomembno, pomena ideja. Vsakdo ima pravico v občestvu vzeti moč, kratos. Vsakdo ima pravico vzeti moč v svoje roke. Moč odločanja, moč eksistence, bi lahko rekli. Moč eksistence med drugim v osnovi pomeni, da se človek oglasi in da reče tudi jaz sem tukaj. In ne morate se obnašati, ne bi se smeli obnašati, kot da mi ni. Kot da me ne rabite nič vprašati, kot da sem samo tiho in vi odločate in vi govorite in tako dalje in tako dalje. Demokracija pomeni živeti v občestvu, v katerem nihče po definiciji ne more imeti zadnje besede. Noben kralj, noben šaman, noben predsednik, noben direktor, nihče ne more imeti zadnje besede. Ker si vsakdo lahko tudi, ko nekdo reče zadnjo besedo, vzame moč, da še nekaj pove. To je osnovni princip demokracije. Osnovni princip demokracije, to je pa še
po drugi, če se približamo isti ideji z drugega zornega kota, je tudi tole. V vsakem občestvu se spontano oblikujejo prepričanja različnih skupin ljudi, da so ravno oni tisti, ki vedo, naprimer v tem času, v katerem zdaj živimo, kako rešiti Slovenijo iz krize in tako dalje. In grozljivo je, kako veliko ljudi pristaja na to. Kako veliko ljudi se hitro ujame v to past in začne razmišljati skupaj s svojimi gospodarji. Sej res, potrebujemo najpametnejše Slovence in seveda najpametnejše Slovenke. Potrebujemo klub modrecev, tistih, ki največ vedo, da bodo povedali, pokazali pot iz krize in tako dalje. To je izrazito in izjemno zanimivo hlapčevsko vedenje v občestvih, ki se drugače imajo za demokratična. Če se vrnemo k tistim Platonovim razmišljanju o tem vprašanju, zakaj je tako avtomatično, da ljudje zasedajo eno in drugo pozicijo, potem vidimo, da Platon spregovori o nekem zanimivem problemu demokracije, ki je ta. Človek se lahko kvalificira sam. V demokratičnem občestvu se vsakdo lahko sam kvalificira in reče in pove in terja pozornost, da nekaj zna, da nekaj zmore in tako naprej in tako naprej. Lahko se kvalificira preprosto sam. Zato jaz ne potrebujem, da mi kdo da list, na katerem piše, da sem učitelj, ker se kvalificiram sam za učitelja. In če človek nima kvalifikacije, ki bi mu jo nekdo podelil zunaj, pomeni, da je nekvalificiran. In problem demokracije je, da se lahko nekvalificirani ljudje sami kvalificirajo in se začnejo obnašati tako, kot bi sicer pričakovali od svojih nadrejenih ljudi, od katerih so odvisni in tako naprej in tako naprej. To avtomatično pomeni, da so ljudje ravno zato, ker so zmožni misliti, zmožni, kolikor se kvalificirajo, ustvarjati nov način razmišljanja o svetu, v katerem živijo. Ravno zato, ker mislijo, so zmožni misliti svet, v katerem živijo, na drugačen način. Ni jim treba spraševati drugih, kako razumeti svet, kako se obnašati in tako dalje, tako dalje. Ni jim treba. Lahko to naredijo, če seveda, če hoče, če tako odločijo. Ni jim pa treba. In to je osnovna ideja anarhizma. Anarke pomeni, da tudi, če nisem kvalificiran, tudi, če nimam nobene kvalifikacije, se lahko kvalificiram sam, tako, da si besedo v demokratičnem občestvu, ker imam pravico, ker to izhaja iz same ideje demokracije, kratko malo vzamem. Demokratična občestva so taka, da si lahko kdorkoli besedo enostavno vzame. In zanimivo je, da pred mnogimi leti, ko je bila še Juga, vem, da je bilo v Zajčji Dobravi, smo organizirali prvo Hyde Park. A sort of. Tisti, ki ste bili v Hyde Parku, veste, da to imate. Ampak bil je pa zanimiv, simpatičen poskus, preprosto reči tako. Zdajle, ne vem, ta večer je tukaj Hyde Park. Zakaj? Zato, ker so bitko rekli. In tam ima vsak pravico povedati karkoli in smo potem pač hodili gor na oder in neki blebetali. Ampak za tiste, ki smo živeli v tistem sistemu, takratnem sistemu, je bilo to
v nekem smislu prava odrešitev. To je bila izkušnja par excellence. Tako izkušnjo imaš redko kdaj v življenju. Lahko pa seveda danes pomislimo ali pa razmišljamo, koliko je tega v tem času, zdaj, ko živimo več v totalitarnem sistemu, v demokratičnem sistemu, ne? Koliko je tega? Da si ljudje kratko malo vzamejo besedo. Ne da mečajo granitne kocke nekam brez veze. Ne? To ne pomeni vzeti si besedo za Boga. Ne? Vzeti si besedo je pravzaprav zahtevno delo, pomeni znati misliti. Ne? Pomeni vsaj približno povedati kaj takega, kar ima rep in glavo in deli čisto neko totalno brezvezno blebetanje, čeprav je lahko tudi totalno brezvezno blebetanje. Tudi to je del demokracije oziroma tega principa demokratičnega življenja. Vsakdo ima možnost, da si moč kratko malo vzamejo. In danes bi lahko mirne duše trdili, da so tudi učitelji, govorimo o učiteljih, o razmerjih med učitelji in učenci, vse bolj potiskani alarm. A kaj je to? A to pomeni, da moramo kam jeti? Električno praznjenje se aktiviral. Skratka, ljudje predvidevajo, da je alarm lažen. Torej, mi se obnašamo, kot da ga ni. Dokler ne bo drugače rečeno. Torej, danes so učitelji vse bolj potiskani v vlogo hlapcev, ki imajo to nalogo, da čim manj mislijo in se čim bolj obnašajo tako, da prenašajo na otroke uporabno znanje, koristno znanje. Zato se danes deca že v osnovnih šolah uči biti podjetnik. Danes je to nekaj skoraj samoumevnega. In če pomislite na eno žalostno nasprotje, žalostno razliko, postanejo zadeve še bolj dramatične. Vsak državljan te države, pa skoraj vsak državljan te države, ima za sabo tam nekje približno v povprečju 13 let šolanja. 9 let osnovnega, pa pol še neko srednjo šolo. V povprečju. 13 let šolanja. 13 let vsi po vrsti poslušajo, da je najbolj pomembna stvar v šoli, najbolj zahtevna, najtežja in sploh matematika. Vedno je na prvem mestu matematika. In praviloma se vsi bojijo matematike in poslušajo 13 let v povprečju matematiko, na koncu znajo pa poštevanko, pa mogoče še kaj. Dosti več pa ne, v povprečju ne. 13 let. In avtomatično se zdi, da je matematika najbolj zahtevna in najtežja in sploh, potem pa dolgo cajta ni nič, ne? In vedno znova nekje na obrobju, na dnu, v jarku, so pa predmeti kot, ne vem, umetnost, nekaj, kar se napiflaš, kot se reče, to je pa tako za mimogrede, to je itak, tudi če ne bi bilo nič hudega. Kaj so filozofija, ne? To, bravo, filozofija, psihologija, ne? Ma kaj ti tam filozofira? Nekaj brez veze tam oni nakladajo, kaj če se jih ni malo kar znebili, ne? Še več matematike, recimo, ne? V takem svetu živimo. Po 13 letih učenja matematike, kot rečeno, zna povprečen Slovenc poštevanko pa še kaj, nekaj malega, pojma nima, kaj so kotne funkcije, sanje se. Povprečen gimnazijec nima pojma, kaj so kotne funkcije. Čeprav zna zračunati v nulo po neki formuli, po nekem šabloni. Pojma nima, kaj so kotne funkcije. Naprimer, kaj je diferencialni račun? Kdo je sploh prišel do njega? Zakaj je prišel? V kakšni poti je prišel?
Kaj pomeni diferenca? So fenomenalne zadeve, ki so prej pravzaprav skoraj rekel filozofske, kot pa matematične. Leibniz in Kant sta so filozofa. Dobro. O stvarih, ki so zelo pomembne, ne bom rekel, da so bolj pomembne, pa bi bil isti. Ne bom rekel, da so bolj pomembne. O stvarih, ki so zelo pomembne za naše vsakdanje življenje. Mogoče diferencialni računi niso tako zelo pomembni za naše vsakdanje življenje. Lahko da tudi so. Ampak zagotovo so za naše vsakdanje življenje, medsebojne odnose, zelo pomembni tudi predmeti, kot je filozofija, kot je psihologija ali pa recimo sociologija. Da nekaj malega vemo, v kakšni družbi sploh živimo, kaj družba je, kako deluje in tako dalje in tako dalje. In teh predmetov povprečen Slovenec pravzaprav ali sploh ne sliši, ker to sliši nekje na gimnaziji, ali pa vse skupaj, tako rekoč ni nič v primerjavi z matematiko, ki jo poslušajo 13 let vsak teden, ne vem koliko ur. Think about it. Povprečen starš zato nima pojma o razvojni psihologiji lastnega otroka, ki ga je ravno kar spravil na svet. Tako ne kvalificiran, da je starš. Pojma nima, kaj pomeni biti starš temu otroku, ki se je ravno kar rodil, ki se bo naslednjih 25 let razvijal kot človeško bitje, kot osebnost, in ta starš bo eden ključnih dejavnikov pri razvoju tega bitja, o razvojni psihologiji pa nima pojma. To so zelo zanimive zadeve. Ali pa, če se vrnem k tem, ki sem v začetku omenil, povprečen Slovenec se niti ne upa postaviti pred neko javnost, kot je tale recimo, in spregovoriti 10 stavkov. Se ne upa. In mnogih tudi ne znajo. Let's face it. Samo bodimo iskreni. Raziskave to potrjujejo. Tudi jih ne znajo. Pred časom sem gledal izjemni balet v Križankah Nevarna razmerja. Ne vem, če kdo to gledal. Fenomenalno. Obstaja tudi knjiga in obstaja film. Ampak dobro, samo balet. In čisto naključje je bilo, da sem naslednji dan na radiju poslušal, sem se peljal neka predavanja, nekam na Gorenjsko, nekakšno recenzijo, poskus recenzije na radiju. In v tem kratkem prispevku, dolgem 2 minuti, so tudi na hitro vprašali 2 ali 3 ljudi, oziroma 2 človeka, oziroma 3 ljudi, kaj si mislijo, ko smo odhajali ven, ko bi nabito, Križanke so bile nabite, tisto, kaj smo lahko slišali. Ena je rekla, vem, da je bila mladenka, je morala biti, meni so bili zelo všeč kostumi. Ok. Ta drug, mislim, da je bil pa Mladenič, je pa rekel, meni je bil pa všeč ta aranžma, se pravi scena. Scenografija. Ok. Ja, to je vse. Prosim. Balet ima že, samo če bi se pri naslovu zadržali, balet ima fenomenalno idejo. Ali sam balet. Pravzaprav ima težko idejo. Tisti, ki ste gledali ta balet, ne če ste ga, seveda, baletom ne spregovorijo ene besede. Se pravi, treba govoriti z gibom. Treba govoriti s telesom. Naslov je Nevarna razmerja. Zakaj nevarna? V čem je nevarnost teh razmerij? To ni brez povezavi s tem, s čim se tukaj ukvarjamo. Če poznate zgodbo, če ste film, sem zabral knjigo, veste, da gre za neko svojevrstno stavo. Gre za stavo med 2 človekoma, med moškim in žensko, ki se nanaša neko intimno medčloveško razmerje, ki ga imenujemo ljubezen. Gre za stavo. Lahko zapeljem ono mladenko, stavim, da jo lahko, da znam, da mi bo to uspelo in tako dalje. Hkrati pa nima pojma, v kaj se spušča. Nima pojma, kaj se bo zgodilo njemu in kam bo se skupaj odpeljalo. Ampak ljudem je bilo všeč scenografija pa kostumi.
Ok. Govorim o nekem problemu, ves čas govorim o nekem problemu, ki je v osnovi, ki leži v temelju tega, kar imamo lahko ljudje med seboj. Zdaj, govorimo o problemu, s katerim bi se bilo dobro ukvarjati, pa se v glavnem ne. O problemu, kako je med nami sploh lahko kaj možno. Kako so možna medčloveška razmerja. Zato, ker ljudje nismo živali in ne piše v naših instinktih, kako vstopiti v medsebojne odnose. Mi se moramo tega šele naučiti. Nič ni samoumevnega. Nobeno medčloveško razmerje, če parafraziram Platona, ni samo po sebi umevno. Ni vnaprej določeno in ni vnaprej jasno, kdo bo kralj, kdo ne bo kralj, kdo bo učitelj, kdo bo učenec, kdo bo nadrejen, kdo bo podrejen, kdo bo poslušal, kdo bo v Bogu, in tako naprej. Nič od tega ni vnaprej določeno. Zato anarke. Kar seveda odpira popolnoma novo perspektivo, kaj pomeni biti simbolno bitje, ker to smo, zmožno za razmišljanje. Najprej namreč to pomeni, da smo zmožni, drugo je, če hočemo, misliti katerokoli medčloveško razmerje, katerikoli odnos, vključno s tem, v katerega vstopamo, ali pa s temi, v katere vstopamo sami vsak dan. Smo zmožni misliti. In danes je veliko vprašanje, koliko to sploh še hočemo. To je veliko vprašanje, jaz ne trdim, ne eno, ne drugo. Trdim pa, da je to izjemno aktualno vprašanje. Koliko sploh še hočemo, koliko se nam da, pa med drugim tudi, koliko si upamo razmišljati o medsebojnih odnosih, v katerih smo nujno vsaj dan vpeti, ker smo poleg tega, smo simbolna bitja, seveda tudi družbena bitja, ne moramo izstopiti iz medčloveških odnosov. In pri tem ima eno ključnih vlog natanko razmerje med učitelji in učenci. Zakaj? Zato, ker je sodobna šola, javna šola, ali pa tudi če ni javna, je vseeno, sodobna šola je po definiciji egalitarna inštitucija. To je velik dogodek v zgodovini človeštva star kakšnih 250 let. Velik, izjemen dogodek, konstituiranje šole kot egalitarne inštitucije. Kot inštitucije, v kateri ima vsakdo kot misleče bitje, šolo vstopamo kot misleča bitja. Tudi sicer smo, pa tukaj je to še posebej poudarjeno. Katero vstopamo kot misleča bitja, da bi mislili. In s tem se že približujemo prvemu odgovoru na vprašanje, kaj pomeni biti učitelj. Kaj dela učitelj? Ko trdi, da je učitelj, ko učiteljuje, ko poučuje, whatever, ko pač nekaj dela. Ker nekaj mora delati, če je učitelj. Vsak dan mora nekaj delati, naprimer. Njegova prva naloga, njegova prva dolžnost, morda učitelji tega ne mislijo, morda tega ne vedo, objektivno je njihova prva dolžnost, da mislijo. Ne da prenašajo znanje onim, ki nič ne znajo in jih pri tem še kaznujejo, disciplinirajo in ocenjujejo, ne vem, kaj počnejo. Osnovna ideja zlasti tega medsebojnega odnosa, učitelj-učenec, je egalitarnost. Ker vsakdo lahko misli. Tudi dojenček lahko misli. Ni res, da ne more misliti. Lahko misli. Na njemu lastni način, seveda. O tem nam veliko pove, na primer, razvojna psihologija. Kako mislijo dojenčki? Mislijo pa fenomenalno. Samo da mi tega v glavnem ne prepoznamo, ker nimamo dovolj znanja. Da bi to razumeli in prepoznali in se temu primeru tudi obnašali. Zato se pogosto, hvala Bogu, da ne vedno, do otrok obnašamo v smislu tipa tih bod. Namesto, da bi se obnašali ravno obratno, misli. Torej, če je kakšna dolžnost, pred katero stoji vsak učitelj, potem je zagotovo prva in osnovna dolžnost ta, da misli in da se naslavlja na učence kot na bitja,
ki znajo misliti. V tej perspektivi absolutno ni pomembno vprašanje, kdo ima več znanja, kdo ima manj znanja, kdo ima več izkušenj, kdo je starejši. To preprosto ni združljivo z idejo egalitarnosti. Egalitarnost pomeni enakosti. In pomeni, da smo vsi enaki, ker je trivialno res, da nismo. Egalitarnost je princip. To ni empirično dejstvo. Vsak je drugačen, seveda nismo enaki. Tisti, ki tako misli, ne razume same ideje egalitarnost je princip. In ko govorimo o razmerjih med učitelji in učenci, gre za princip, vsakdo je zmožen misliti. In učitelj ima to posebno poslanstvo, to posebno nalogo. Njega kvalificira, ne toliko, da ima papir, pa da je naredil, ne vem, zaradi mene pedagoška fakulteta. To formalno vzeto pač mora, ne. Pa to ga še nič ne kvalificira. Njega kot učitelj kvalificira nekaj drugega. Namreč njegova zmožnost, ki pa ni nobenem cegovcu napisana, njegova zmožnost, da se zna, da se zmore naslavljati na učence kot na bitja, ki znajo misliti, kar pomeni, kako se najbolj učinkovito naslavljaš na ljudi kot na bitja, ki znajo misliti. Ja, tako, da misliš. Da misliš. To avtomatično spodbuja ljudi, druge, recimo učence, da tudi sami mislijo, da počnejo to, kar jih konstituira kot človeška bitja. Nas strogo vzeto ne konstituira naša DNK, pa kromosomi, pa nas v strogem pomenu besede konstituira zmožnost, da mislimo. Vsaka možna vzgoja učencev, vsaka možna vzgoja je v osnovi vzgoja za razmišljanje. To ni vzgoja za molitev, vzgoja za to, da, ne vem, pojamo, ne vem, hvalnice Jezusu, ali da se klanjamo, ne vem, kateremu Zevsu, ali komu že, ali pa da poljubljamo zastavo. Najprej je vzgoja, torej vzgoja je najprej spodbujanje ljudi, mladih, naprimer, da mislijo. Zaradi mene tudi potem lahko poljubljajo tole zastavo, čeprav ljudje, ki mislijo, njih niso navdušeni na tem, da še poljubljajo neke zastave, pa ne se priklanjajo Zevsu ali pa nekomu. To je tudi empirično preverljivo in že milijonkrat potrjeno znanstveno spoznanje. Bolj, ko ljudje mislijo, manj so pripravljeni ubogati. Manj so pripravljeni reči, ja, veš, 2x2 je 5. Ja, seveda. Čakaj, Joža. Lej, ni 5, ker je 4. Kako pa veš? Ker znam misliti. Ko so delali eksperimente, s katerimi so preverjali, kolikokrat ljudje rečejo da na neumnosti, ko jih poslušajo, so bili rezultati mind-blowing. Mislim, da ti gate utrga. Kolikokrat so ljudje pripravljeni reči da, celo ko vejo, da se strinjajo z neumnostmi. Ne samo takrat, ko ne vejo. Takrat, ajde, recimo, da jim še opravičimo. Težko je pa opravičiti, da se človek strinja z neumnostjo in ve, da je nekaj neumnost. Ja, imaš prav, se strinjam s tabo. S čim se strinjaš? Ne trava rdeča, od kdaj pa je rdeča? Ker ni, ker je zelena. Naprimer. In če bi samo malo pomislili, samo malo, ne mislim prav veliko, čeprav bi tudi veliko, ne vem, zakaj ne bi, ne? Če že mislimo, pol mislimo na veliko. Ne vem, zakaj bi mislili malo. Kolikrat jaz moram v življenju slišati, ti preveč misliš. Ja prav, ti pa premalo. Če jaz preveč, ti premalo. Kdo se mora zdaj bolj sekirati? Unka premalo? In je ubogi predpražnik unim gospodarjem? Ali unka preveč? Sploh pa kaj pa je preveč misliti? Ok. Kot sem rekel, eden tistih avtorjev, ki me v resnici že od nekdaj, odkar vem za njega, ko sem bil še najstnik, navdušuje čez vse možne mere, je Benedictus Spinoza.
Benedictus Spinoza, ne Baruch, zato ker je bil izključen, spremenil svoj. Benedictus Spinoza je bil izključen iz občestva, judovskega občestva, ko je bil star 24 let. Ne, ko je bil star 94, ko je bil star 24 let. In če ste kdaj se ukvarjali s tem, če ste natančno prebrali obsodbo, potem veste še nekaj drugega. V obsodbi je zapisano, ne samo, da je izključen iz občestva, ampak je zapisano tudi, da se nihče ne sme pogovarjati z njim, da ne sme nihče brati njegovih knjig, da ga nihče ne sme obiskati, da ga pravzaprav, če bi ga srečal na cesti, ne sme niti pogledati, ker je preklet na veke vekov. Spinoza je bil v starosti 24 let izbrisan iz tega sveta. Ni več obstajal. In potem se lotil pisanja etike. Lotil se pisanja etike in mi si bomo ogledali eno njegovo idejo, ki je neposredno povezana z našo temo. Eno njegovo temo, idejo. Kot veste, verjetno veste, Spinozo zanima natanko vprašanje, če ga ničkrat prevedem, ne da bi ga popačil, samo malo ga prevedem. Kdo je lahko komu nadrejen, oziroma kako sploh je z odnosi nadrejenosti in podrejenosti? Seveda, zlasti v primeru, s katerim se je najbolj ukvarjal in ga je to tudi, če lahko tako rečem, izločilo iz občestva, kako je z razmerjem človekom in Bogom. Pomislite to, sredi 17. stoletja, kaj je to pomenilo? Razmišljati, inkvizicija je bila na vsakem koraku, grmade so gorele, dokler si bil jud, si bil še zavarovan, ne? Saj do določene mere, ker inkvizicija ni imela moči, ampak ko so te izključili, je bilo pa drugače. Ne? No, on si še nada krščansko ime, Benedictus. In ima srečo, da ga niso zakurali. Dejansko ima, ker bi ga lahko, zato prvi vogalom, zato prvi dan ga lahko, zdaj pa naš. Ker so to oni izključili, zdaj pa naš. Ne? Torej te lahko zakurimo. Kaj je pomenilo v tistem času razmišljati o razmerju, še enem razmerju? Mogoče celo, zakaj pa ne, najpomembnejšem razmerju med človekom in Bogom, ki je bil seveda od nekdaj razmerje nadrejenosti in podrejenosti, oziroma celo absolutne nadrejenosti in absolutne podrejenosti. In se je vedno seveda tu nadrejen in kdo je podrejen. In tega vprašanja se loti Spinoza. Če, kot rečeno, prevedem, ali je res, da je človek tako zelo absolutno podrejen Bogu in kaj Bog sploh je. Njega zanima vprašanje, s katerim se je ukvarjal tudi, ne samo Tomaž Akvinski, tudi Aristotel. Tudi Tomaž Akvinski se je z njim ukvarjal zato, ker se je ukvarjal Aristotel. Namreč, kaj je prvo? Kaj je začetek? Kaj je tisto, kar je prvi vzrok česarkoli? Če sploh je kaj takega, kar je prvi vzrok, začetek in tako dalje, tako dalje. Vprašanje, s katerim se danes tudi ukvarjajo kozmologi. Kako je nastalo naše vesolje? Spinoza pride do fenomenalnega odgovora na to vprašanje in reče, da
je na začetku substanca in da je substanca lahko samo ena. In da je neskončna in da je neomejena. Leibniz se je s tem kasneje ukvarjal zelo veliko. Ni naključje, da ga je hotel srečati tik pred smrtjo in ga tudi je. In se potem 40 let ukvarjal s tem, kar mu je Spinoza povedal. Če je substanca ena in je neskončna oziroma brezmejna oziroma je neomejena, potem je po definiciji nujno vse v njej. Ne more biti ničesar zunaj tega, kar je neskončno in je neomejeno. Po definiciji ne more biti ničesar takega. Kar pomeni, da smo ljudje nujno v Bogu. Ne, da je Bog tam gor nekje. Smo mi v njem. Kakšne posledice ima to za človekovo zmožnost, da misli? In za učiteljevo dolžnost, da misli. In spodbuja mlade ljudi, da mislijo. Posledica je neprimerno bolj pomembna in dramatična, kot si kdorkoli predstavlja. Kajti, če je človek kot umno bitje v Bogu, potem ki ga uporablja, strogo vzet, ni njegov. Je v Bogu, je Božji. Ko torej mislim, uporabljam ki pa je Božji, v resnici ne mislim toliko jaz, to je moja iluzija, da mislim jaz. V resnici misli Bog. Zato Spinoza kratko reče. In večina učiteljev ima realen vsakdanji problem, ki je povezan s tem. Čeprav je povezava na prvi pogled mogoče ni tako opazna, malo bolj oddaljena. Na katerega se moram sklicevati, ko mislim. Ne moram misliti, če nisem umno bitje. Ne more biti moja lastnina. In ne more biti moj kontejner, v katerem so ideje, ki jih jaz uporabljam. Sploh pa ne ideje, ki bi jih jaz položil tja. Ampak velja ravno obratno. Je množica idej. Umno bitje, človek kot umno bitje, je zmožno ne samo misliti množico idej in kako so med seboj povezane, ampak je, kar je pomembneje, zmožno ustvarjati, kreirati nove ideje. V Bogu je neskončno idej. In človeško življenje je daleč prekratko, da bi se lahko kakorkoli približal tej neskončnosti. In s tem se dokopljamo do druge temeljne naloge vsakega učitelja, ki je ne prenašanje njegovih idej učencem, da jih bodo še oni imeli. Ideje ne morejo biti last nikogar. Kar je med drugim zelo pomembno za sodobno kapitalistično življenje, v katerem se, kot veste, dogaja ravno to. Da si korporacije vedno bolj lastijo ideje in nam jih drugo prodajajo. To niso zelo nedolžne zadeve. Zna se zgoditi, da bo prišel trenutek, ko bomo morali še plačati nekomu, da bomo lahko mislili. A lahko? Ja, ker ta ideja je moja. Imam patent, da sem jo kupil, ne vem kaj že. Ideje po definiciji ne morejo biti last nikogar. Zato ne morem reči, moja ideja je. Ker ni last nikogar. Če že, je lahko zgolj v Bogu, kot bi rekel Spinoza. Torej, moja naloga kot učitelja ni,
da prenašam ideje tistim, ki jih domnevno nimajo, ki so nevedni, primer učenci, otroci, ker ideje sploh niso moje. Ker niso moje, jih ne morem nikomor prenesti. Ker tudi učenec je v Bogu oziroma v neskončnosti zmožen misliti ideje in tudi kreirati nove. Zdaj, naloga učitelja je, da misli in da razmisli o lastni kreativnosti, o tem, koliko je zmožen misliti nove ideje. V današnjem svetu je to spoznanje že zdavnaj zelo aktualno. Ne samo zato, ker se privatizirajo ideje, recimo Microsoft, in nam jih potem prodajajo, ampak še zaradi nečesa drugega. Imamo, kolikor hočete, dokazov, da je kapitalizem dober zgolj za elite. In da kapitalizem ne more proizvesti nič drugega kot še več kapitalizma. Čeprav vam nenehno prodajajo iluzijo, da se bo kapitalizem z razvojem kar sam spremenil v nekakšno obliko socializma, komunizma in tako naprej. Ne bo se, ne more se. Kapitalizem lahko proizvaja samo to, kar zna proizvajati, in proizvajati zna veliko, nesporno, da zna. In lahko temelji samo na tem, na čemer temelji, in to je na izkoriščanju delovne sile. Ker samo delovna sila, samo delavci ustvarjajo vrednost. Noben stroj ne more ustvariti vrednost. Vrednost ustvarjajo ljudje, ki delajo. In nikoli ne bo drugače. Kar pomeni, glede na to, da imamo, kolikor hočete, dokazov, da je kapitalizem dober za elite. Za elite je nesporno dober. Za večino ljudi pa ni. Da je danes več kot potrebno, več kot aktualno misliti na tanko nove ideje. Nove ideje skupnega življenja. Prvič, nove ideje same demokracije. Kot se že prej omenil. Kaj je demokracija danes? Kaj se dogaja s subjektivnostjo ljudi? Koliko so sodobne oblike subjektivnosti ljudi pogumne za kreiranje novih idej o skupnem življenju? Jaz ne vem, koliko se zavedate, koliko je to vprašanje aktualno, ampak korporacija, ki sem imel čisto na začetku danes, s to gigantsko kitajsko korporacijo, to se ni zgodilo po naključju. Ta korporacija bo verjetno že jutri, po jutrišnjem, v kratkem času, o tem se boste zlahka prepričali, še povečala občutek, ki ga že imate. To je občutek, da živite v skupnem globalnem svetu. Community. Da ste člani enega samega globalnega občestva, za katerega recimo skrbi nekaj korporacij, nekaj malega. Za svet ne skrbi 100 korporacij ali pa 500, ki skrbi nekaj, ene par. In ta je ena največjih. Kar seveda pomeni, da se bomo v kratkem času še bolj, če bomo razmišljali, če bomo vsaj malo razmišljali, zavedali, da živimo Trumanov šov. Da živimo v Trumanovem svetu, ki ga je že zdavnej ustvarila neka korporacija za nas in da iz celotnega našega življenja, ne samo iz tistih 8 ur, ko smo na delovnem mestu, iz celotnega našega življenja kuje dobičke oziroma se ohranja pri življenju. Da so naša življenja
natanko to, kar vidite v matrici, ko Morphy pokaže Neovu baterijo. In reče, mi smo pravzaprav vir energije za lastne gospodarje, da nam prodajajo občutek, ali občutke, kako smo avtonomni, svobodni in tako naprej, ker nam zadovolji sleherno željo. Matrica je zame ultimativni preroški film in starejši, ko je, bolj je ultimativen, če mene vprašate. Bolj je vse res. Nastoji leta 1999. Vsako željo bo mogoče zadovoljiti in človek bo imel instanten občutek zadovoljstva, da nekdo skrbi za njega. Da nekdo nekaj naredil, da je on zadovoljen, da je njegova želja zadovoljena. Da je že zadovoljena še predne odprl usta. Matrica itak že vnaprej ve, kaj mislite, ker itak ona inštalira misli v vašo glavo. To bo empirična izkušnja, ki bo vedno bolj aktualna, ker bo vedno manj globalnih korporacij, ki so že zdaj vredne na stotine milijard dolarjev, ki so zmožne v enem dnevu zaslužiti naprimer 25 milijard svežega kapitala, kot se temu reče v ekonomskem žargonu, in so sposobne generirati zelo otipljive občutke, da živimo v enem samem globalnem svetu, v katerem je tako rekoč poskrbljeno za vse, ali pa če že ni za čisto vse, je pa vsaj za večino, za par nesrečnikov bomo pa pač pogrešili. V tem smislu si velja ogledati še en koncept, ki nas pripelje še do tretje naloge, tretje dolžnosti, pred katero je vsak učitelj, do objektivne dolžnosti, pred katero je vsak učitelj, tudi če tega ne ve. Zdaj, če tega ne ve, še toliko slabše za njega, seveda. Michel Foucault je vse življenje, med drugim seveda, skušal odgovarjati, ne samo enkrat odgovoriti, ampak odgovarjati na vprašanje, kako se prepletata vednost, znanje in moč oziroma oblast. Za njega ni bilo oboje ločeno, kar je pravzaprav skoraj trivialno, kaj ti, če pogledamo v razred, naprimer, učitelja in učenca, seveda zelo hitro ugotovimo, da se učitelj sklicuje na znanje in trdi, da ga ima, naprimer. In da ga učenec seveda nima. Hkrati pa vsak učenec natanko ve, kdo ima v razredu moč in oblast. Kdo je tisti, ki v zadnji instanci, ki ima zadnji besedo, ki v zadnji instanci odloča. Kljub vsemu jamranje danes, kako so, ne vem, učenci zahtevni, starši so zahtevni, bla, 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 bla. To v resnici ničesar ne spremeni. Bistvenih razmerij v šoli to ne spremeni. Razmerja moči v razredu so torej jasno prepletena z razmerjem, z odnosi do vednosti, do znanja. In to vsak učenec tudi izkusi vsakič, ko je vprašan, ko preverja njegovo znanje, oziroma ocenjuje njegovo znanje, ker se mora dokopati do natanko tistega odgovora, ki je učitelju všeč. Lahko da je ta odgovor tudi začasno pravilen, pogosto tudi je, ker odgovor na vprašanje, kaj je 2, koliko je 2 krat 20, je že vedno 4. To ni učiteljeva kaprica, ker je pač res 4. Je pa x področji, x primerov, ko to ne drži. Ko je znanje dejansko bolj učiteljeva kaprica in učenec nima nobene resne možnosti, da bi mislil, med drugim tudi zato, ker se nikoli ni naučil, ker ga nikoli nihče ni spodbujal k temu, da bi mislil, da bi recimo mislil vprašanje. Se sploh lahko zamislite šolo, v kateri bi učenci mislili vprašanja, ki jim zastavljajo učitelji. In recimo prišli do sklepa,
da bi bilo mogoče postaviti boljša vprašanja od onih, ki jih postavljajo učitelji. Ni si možno misliti. V aktualnem svetu si take šole sploh ni mogoče misliti. Ni si mogoče misliti šole, v kateri bi učenci mislili, v kateri bi učence spodbujali k razmišljanju od malega. In me čist malo briga, da imajo predmete, kot je kritična filozofija ali filozofija za otroke in kritično mišljenje in tako naprej in tako naprej. To so samo različice istega. A je pol 8? Okay. Tega ne moramo niti misliti, kaj šele, da bi to upeljali v prakso, zato se v praksi dogaja, samo en primer, aktualen primer, z gimnazije, ker ima pač hčerko v gimnaziji, en ljubljanski gimnaziji, kjer se učijo pri nekem predmetu, pri katerem rečemo, da je naravosloven. Na 16. decimalki se učijo, ne vem, klasificirati ne vem katere objekte, zdaj katere, ne? In se na pamet učiti, ne vem katere razpredelnice, ne vem katere zadeve, ki jih bodo pozabili čez 14 dni, ker itak nikogar ne zanimajo, ker tako so na netu, če jih hotel imeti, ne? Ampak deca se jih mora učiti na pamet. In potem jih matrajo in dajo test, ne? In moraš nek prazen prostorček vnesti pravilen odgovor. Mislim, to še srednji vek ni, to je kamena doba. To se dogaja zdaj, tukaj na ljubljanskih gimnazijah, pa tudi na drugih, kdo se potolaži, da sem v Ljubljani. In se učijo. No in potem, tako, malo za provokacijo, malo pa tudi ne, malo pa tudi za res. A veš, da imaš ti, rečeš hčerki, a veš, da imaš ti najverjetneje v krvi, ki teče po tvojih žilah, plastiko. In otroku pade čeljuz dol, kakšno plastiko. Imaš molekule plastike. A so vas kaj učili pri kakšnem naravoslovnem predmetu, naprimer, se učijo, ne vem kaj klasificirati. A so vas, naprimer, učili, da ko pijete vodo iz plastične steklenice, da se določeno število molekul plastike izloči iz tiste plastike in ko piješ vodo, piješ plastiko tudi, sicer v ekstremno majhnih količinah, ampak piješ plastiko. A res? Gremo lahko pogledati na internet, na kakšen film, recimo, dokumentarni film, recimo Plastic Planet, če ga je kdo gledal, se gleda ta film. Recimo, če si v goste enkrat privoščili, pomislite, koliko plastike imate v krvi. Imate tudi v spermijih, ženske jih imajo v jajčecih. In tiste, ki še niste rodili otrok, in če bo deklica, ko jo boste spočili, boste to prenesli na njena jajčeca, se pravi na lastne vnuke. Avtomatično. Ker so te molekule pač izrazito agresivne, in prodirajo, pač povsod prodirajo, tudi v kri pridejo, in v spermije in jajčece pridejo in tako naprej. Aha, ne, tega pa niso povedali. Da, se še kaj drugih tudi niso, ne? Ampak zato pa znajo otroci našteti, ne vem kaj, ne? Da dobijo 5 po možnosti, pa 4, če ne znajo vseh. Ne? Ja, na 4 ste jih sam 17, morajo bi jih pa 19, 4. Kaj to ocenjuje? Razliko med odličnim znanjem in prav dobrim. A ja? To ocenjuje samo trenutno zmožnost, da si zapomnim 19 stvari ali pa 17. Čist naš drugega. To za znanjem sploh nima nobene zveze. To, da znate našteti 19 nečesa, ne pomeni, da imate kakršnokoli znanje. To samo pomeni, da vaš hipokampus sorazmerno dobro dela, pa da še nimate Alzheimerja. Sploh pa tisti, ki zna našteti 19 enot, to je kar dober, to je dober rezultat. Tudi 17 je dober. Ampak z znanjem pa nima nobene zveze. Razen v gimnazijah in drugih šolah. Tam pa ima, tam se pa iz tega dela veliko zgodbo. Wow, a ti si pa 19 naštel, 5, bravo!
In od tega lahko odvisna usoda kakšnega človeka, ker pa se točke seštevajo in ocene se vštevajo. A vi veste, da se šolske ocene sploh ne bi smeli povprečja računati? Šolske ocene niso na ordinalni lestvici. Šolske ocene se sploh ne bi smele seštevati in ne bi se smele z njih delati povprečje. Pa se nenehno dela. In se potem štipendijo v bistvu tega in usode ljudi in tako dalje. Koliko imaš pa ti oceno na faksu? 8,51. Wow, jaz imam pa samo 8,49. Meja je pa 8,50, ne? Za, ne vem, neko štipendijo, kaj in kje, recimo, ali pa za napredovanje, ali pa ni pomembno. Ne? V takem svetu živimo. In torej Foucault zanima, kako se prepletajo razmerja odvisnosti, oziroma podrejenosti, nadrejenosti z znanjem. Kar seveda pomeni, da v končni fazi vsako razmerje odvisnosti pripelje do tega, da tisti, ki je bolj odvisen, sprejema znanje od onega, za katerega se zdi, da ga ima, da ga ima veliko, da je poklican, da mu ga prenaša in tako dalje. Mutatis mutandis, to pomeni, da danes mnogo bolj kot kadarkoli v zgodovini živimo neko paradoksno življenje, s katerim se še hvalimo. To je življenje množičnega individualizma. Kar po domače pomeni, da množice posameznikov tako rekoč hkrati počnejo isto in si mislijo, kako zelo drugačni so od vseh drugih. Če pomislite, kako sodobne, recimo, spektakli uspejo doseči, kaj je svet, ne? Čez nekaj mesecev bo nov let, oziroma Silvestrovo, in potem bodo stotine milijonov ljudi dobesedno v isti sekundi z praktično enakimi napravami drug drugemu pošiljali v tisto srečno novo leto in tako naprej. In bodo poslali na milijarde sporočil v istem času drug drugemu, čeprav jih nihče ni k temu prisilil, nihče ni nič ukazal, nihče ni rekel, da to morajo, in večina teh sporočil bo popolnoma enakih. Ampak vsakdo bo prepričan, kako je on drugačen in neponovljiv posameznik in idiosinkratičen, singularnost ali kaj podobno. Ker to Foucaulta zanima in ker to vse življenje raziskuje, ugotovi, da je lahko zelo dobro, če človek vsaj kdaj poskuša razmisliti o nekem konceptu. O tem bomo še razmišljali, danes, kot sem rekel, samo razstavljam koncepte in ta je zadnji. Nič zadnji, še en manjka, pa potem že po 8 ura pa moram jeti. Ali pa še hočete demokracijo. In to je koncept heterotopije. Foucault koncept heterotopije nas pripelje do. Heterotopija pravzaprav po domače pomeni drugi prostor. Drugi kraj, drugačen kraj. To nas pripelje do tretje dolžnosti vsakega učitelja, ki hoče zaslužiti svoj naziv. In to je, da ne samo, da razmišlja pred otroki in jih spodbuja k razmišljanju, ne samo, da razmišlja o lastni kreativnosti in razmišlja o tem, kako spodbujati otroke k kreativnosti, ne k recikliranju istega, k kreativnosti. Ima tudi tretjo nalogo, tretjo dolžnost, ki je, da kot simbolno bitje, ker to lahko naredi, kot simbolno bitje to lahko naredi, toposi niso nujno empirični kraji, so simbolni kraji, ko so tudi imaginarni, da ustvarja svojim razmišljanjem nove topose, nove kraje, kamor je mogoče iti. Kot simbolna bitja, otroci tja lahko gredo. Natanko to sem počel jaz danes. Kaj najdemo na takih toposih, krajih, simbolnih krajih? Ja, ideje. Ideje najdemo.
oziroma na teh krajih, jih bolj kot da jih najdemo, jih ustvarjamo. Jih ustvarjamo. To so ideje, ki imajo neko vznemirljivo, včasih pa celo, vsaj tako se zdi človeku, čudežno razsežnost. Kolikokrat otroci, recimo, ki se znajdejo v taki situaciji, ko je to sploh možno, da jih odrasli, recimo, ker to omogoča to izkušnjo, da se znajde v drugem prostoru, v drugem kraju, ugotovijo, spoznajo in kako zadovoljni so, da znajo misliti. In ne samo, da znajo misliti, da znajo misliti tudi drugače, kot so do zdaj mislili, da znajo. To je izjemna zmožnost človeškega bitja, za katero pravzaprav je treba nobenih predpriprav. Pravzaprav je treba nobenega treninga. Zadošča spodbujanje, ker kapacitete za tako razmišljanje ima vsak človek že po naravi. Kot se bolj bitje, vsak človek zmožen misliti. Seveda, če pa si ne upa na te kraje, te druge kraje, drugačne kraje, če si ne upa, ali pa če misli, da je to brezvezen, da je to neumnost, ali pa ne, da se mu kaj hudega zgodilo, ali pa da se bo nalezil, ne vem, ebole, ali kaj se česa. Potem seveda tega tudi ne bo naredil. In večina ljudi nikoli ne naredi tega v življenju. Večina ljudi tega ne naredi nikoli. In si dopoveduje, da je tako, kot je, še kar v redu. Ker hvala Bogu ne živimo v Bangladešu, v Afganistanu, v Sierra Leone, v Mauritaniji, pa nekje že. In s tem zapravljajo svoje kognitivne kapacitete. Kajti naši možgani so tako narejeni, da če jih ne priganjamo k delu, pač počasi odpovedujejo. Potem nam pitajo, da spitajo s podatki, koliko ljudi ima Alzheimer in tako naprej. V resnici ni nobene prav posebne nujnosti, da bi ljudje Alzheimer sploh kdaj imeli. Ni. So nekatere dejavniki, seveda genetski, ampak nima že kar vsak človek genov za Alzheimerja, pa kaj še. Ampak Alzheimerja, kakor hočete, vedno več. In mislim, da se tudi na tem podatku treba zamisliti, namreč, kaj se dogaja z možgani nekega otroka, ki ga od malega sistematično ravno niso spodbujali k razmišljanju. Ga niso spodbujali k rabi možganov. Če da so kaj hudega zgodili, da preveč razmišljati ni dobro, da se bodo možgani vneli, da mu bo glavo raznesel, da ne v febri ven pogledala, kaj se je začel kaditi in tako dalje. Kaj se dogaja s tem otrokom, ki je pripravljen to tudi sprejeti? Po nekaj letih, recimo upiranja, protestiranja, pripravljen to sprejeti in potem leta in desetletja na ta način tudi živi. So ljudje, ki desetletja ne prebere ene knjige. So ljudje, ki desetletja ne prebere ene dobre knjige, če že kakšen priročnik ali pa kakšno plažno literaturo še preberejo. So ljudje, ki leta ne izminjajo nobene resne razprave, ne ustvarjajo nobene resne razprave, recimo so človeku, s katerim živijo, s ljudmi, s katerim živijo, o tem, kar so recimo prebrali v kakšni dobri knjigi in tako dalje. In znajo povedati, kot smo prej rekli, o enem baletu, ki je fenomenalen. Ja, kulise so, kar v redu, kulise so bile pa fajn. Mogoče bi bilo to še boljše, ampak te so bile kar dobre. Vstopnice so bile pa, ne vem, 40 evrov. Na koncu znaš pa povedati 2 stavka. Zakaj si šel pol tja? Razen se je šel pokazati. Se jaz sem prav gledal, a bil do takrat. Tam je bilo ogromno ljudi, ki so prišli pokazati. Jaz sem videl, so bili bleščeče oblečeni. Mislim, jaz nisem bleščeče oblečen, jaz sem cigan, oni so bili bleščeče. In so tako, kva hudiča tle, da sem jaz zašel. Bleščeče opremljen greš v Križanke, če dol v opero, ajde, Cankarjev dom zaradi mene. Križanke je tako, mislim, da je bilo bolj proletarsko. Tam smo jazz poslušali, pa te stvari. Bleščeče opremljeni, po moje so šli pokazati se. Zlasti so pa šli pokazati, da dajo 40 evrov za en balet in potem rečejo, wow, kostumi so super, kostumi. Kostumi sploh niso pomembni pri baletu, za Boga. Pri baletu je pomemben gib,
Svet se sestavljen iz gibov. In vse naplešajo goli ali nagi, ali oblečeni v reševino, ali v vreče, ali v plastiko, ne vseeno, kaj so oblečeni. Ker govorijo z gibi, pripovedujejo. In to pripovedujejo, da te sesuje. O tem bi se dalo pogovarjati cel večer. Ampak ljudje povejo en stavek. Pa še to ga zavijajo tako, da jim ne morete nič očitati, ker rečejo, meni je bilo všeč. Se jaz nisem rekel, da je bilo dobro. Meni so bile kulise všeč. To je zadnji alibi, ker če ti je nekaj všeč, nihče ne more reči, koga zdaj je to všeč. Meni je bilo všeč, sorry, imam pravico do tega, da mi je všeč. In se zvede vse kognitivne zmožnosti, ki jih človek ima, ki bi jih lahko takrat aktiviral na to, kar mu je všeč. Ker ga verjetno nihče nikoli ni spodbujal k razmišljanju. Zdaj, ker ga nihče nikoli ni, ga tudi ta balet ni mogel spodbuditi k razmišljanju. Zato večinoma ljudje gledajo balet, ljudje ne razmišljajo o baletu. Tako kot ljudje ne gledajo filme, ljudje ne berejo filmov, ljudje ne razmišljajo o filmih, jih gledajo. In znajo pa tudi povedati, kjer slike so jim bili všeč. Katere podobe, kateri kadr, ta kadr mi je pa zelo všeč. V povprečnem filmu je 1000 kadrov. Pol ure po filmu človek zna povedati 2. Kaj pa ostalih 998? A ja, so bili tudi tam? So. Zdaj sem prepričan, da je 7:30 ura. Je, ne? Hvala lepa, jaz moram po pogodbi nehati, ker za toliko denarja je toliko vsega. Malo še demokracija. Je. Če je potem, kako da rečem, tudi neka vrsta naloga kapitalizma, da človeku olajša delo, to pomeni, manj ka boš razmišljal, manj boš delal, lažji ti bo, večji budel boš, lažji bo manipuliral s tabo in to smo spet. To je ta, bom rekel, perfidna finta kapitalizma. Je kokice, pi koga-kolo, ne razmišljam. Ja, in slabše, ko gre nam, bolje gre kapitalizmu. Ja. To je oblika samožrtvovanja, če me ne vprašate. Oblika samožrtvovanja in samouničevanja. Prav, pa bom pa butelj. Ni problem, pristanem, kupim, sam dajte mi tako, kot ste rekel, da se ne bom ponavljal. Ja, gre za, ampak to je izjemno produktiven mehanizem, ki deluje vsak dan. Mehanizem, ki ljudi na nek zavit način pripravi do tega, da so pripravljeni najedati lastno substanco. Kot da bi uničevali sami sebe in bili pri tem na nek način, se pravi, na nek način pripravljeni ustrajati in bi pri tem našli to, kar je Lacan imenoval že sonce. Neko perverzno obliko užitka. Nezadovoljstvo, se ljudje niso zadovoljni, kaj še je srečni. Gre za neko perverzijo, za neko patologijo, ki jo danes kapitalizem s pridom na veliko trži. In jo bo še tržil naprej, ker ni videti, da bi se ljudje, vsaj v kratkem, hoteli te lastne patologije znebiti. A veste, to so zelo zanimive zadeve. Jaz ne mislim, da bi bomo treba kar jutri, ne vem, kakšno strašno revolucijo narediti, ne vem, pobrati orožje, jeti na cel. Ne. Me so bolj subverzivne take zadeve. Kaj bi se zgodilo, če bi določeno število ljudi, veliko število ljudi, se odločilo, da niso več pripravljeni sebe žrtvovati in najedati in uničevati lastne substance. Da bi samo rekli, od jutra naprej nisem več pripravljen. Ne želim, ne bom. Posledice so lahko tako dramatične, da je verjetno marsikoga groza že samo, če pomisli na to. Pa noben tank vam prišel, nobena raketa ne bo izstreljena, nobena puška, nobene krvi ne bo. Ljudje samo ne bi, ne bom rekel, da ne bodo, ker jaz sem pesimist, ampak ne bi pristajali na to, kar sem rekel. Kar pomeni, da bi zgolj, ampak dejansko zgolj, mislim, da je ta beseda na mestu, zgolj želeli tokrat pa v resnici, zares, poskrbiti zase.
Gre za neko svojevrstno obliko egoizma, če hočete. Danes se veliko učitelj, ljudje so egoisti, sebični, ne vsak zase. Ne, niso. Kje pa? To je množični individualizem. Ma kaki? Egoizem, resnični pomen egoizem je, a veste kaj? V bistvu je to humanistični koncept, mater. Prava oblika egoizma je, da poskrbim za lastno substanco. Nič drugega. Ne, da zdaj neki grabim in grmadim in kopičim in sem... Ne, poskrbim za lastno substanco. Samo pomislite, kaj to pomeni za vsakega posameznika kot družbeno bitje. Če sem jaz nujno v odnosu z drugimi ljudmi in vsakdo je v odnosu z drugimi ljudmi, ne mora biti drugačne, kam pridemo, kaj to pomeni, kakšne učinke to sproži, če ti ljudje, bom namenoma uporabil še enkrat to besedo, zgolj poskrbijo za lastno substanco. Kaj ti? Bolj, ko jaz skrbim za lastno substanco, bolj kakovostno se lahko obnašam do vas. In imate tudi vi od tega, torej pravi egoizem je pravzaprav altruizem par excellence, če mene pravi. Vse kritično imate pa 10%. 10% je, ja. Slovencev je 2 milijona, ajde, smo hitro tam, 200,000. Jaz bi vas vprašal, zakaj ste se toliko začudil, da sta tista dva posebka se navdušila na scenografijo pa kostumografijo. Dva sta enostavno butnila v sredino Gaussove krivulje, ker vemo, da je tam največ ljudi, in ta percepcija sveta se danes oblikuje na podlagi slikc, lepih slikc, forme, ne pa vsebine. Težko, precej težje je o vsebinskih razlogih, vsebinah tega in onega razmišljati, kot gledati neko lepo slikco. In to je spet produkt, verjeten, ste gotov kaj taska tudi tam omenili. To je to. Se polnoma strinjam, vse to, kar ste rekel, zakaj ste se začudil, mi dva sva že oba kar nekaj časa na tem svetu, mene ne začudi na tem svetu, ampak totalno, neč reč, ne gre. Okay. Ni me to začudilo, to je šlo bolj za dramatičen vložek, dramaturški, ne dramatičen, dramaturški. Se strinjam z vami popolnoma, sej drugače ne bi napisal, ta knjiga ima svojih 120 strani, pravzaprav teksta na to temo, kako je sodobni kapitalizem zmožen najbolj intimno psihologijo, če ta izraz uporabim, zakaj pa ne, psihe, lep Aristotelov izraz, iz katerega izvira ta beseda psihologije, izkoriščati za svoje namene. Danes kapitalizem izkorišča našo najglobljo intimo. Daleč od tega, s čimer bi se ljudje potolažili, češ, navzven dam kapitalistom, kar hočejo, sam da bojo dal mir, navznotraj pa ohranjam integriteto in tako naprej. Ni res, ravno obratno je res. Danes je intima posameznika, pravzaprav lahko v trenutku, če se samo mečkam šlo za to, totalno poznanjena, popolnoma navzven je. Danes se ljudje na javnem prostoru, na javnih prostorih pogosto obnašajo tako, kot se recimo našim staršem ne bi v sanjah zdelo, da se lahko obnašajo doma, za zaprtimi stenami. Danes se lahko na plac pred, armado ljudi pa s pogledom ne bo nobeden. Pravi, v tem smislu danes upravičeno govorimo o izginjanju javnih krajev, ker so javni kraji vse bolj prizorišča za ekshibicionizem posameznikov. Lahko delaš v javnosti tako rekoč, kar hočeš, skoraj kar hočeš. Kolikrat sem jaz videl recimo v zadnjem času, mogoče zadnjih nekaj mesecih, v Ljubljani, na zelo javnih krajih, ko sem jaz moral pogledati stran, ljudi, ki recimo urinirajo. In sem jaz gledal stran, ne on, jaz le uriniram, pa zdaj ti, glej stran, ja, ne morem, ker vozim, me prav malo briga, pa zdaj me ne motaš, jaz ne zdaj upravljam svoje potrebe, ti pa, tako sem doživljal, v moji glavi je bil tak, ja. Torej, ko smo tako daleč, saj v tem registru, mene ne čudi, ampak tudi totalno nič. Na vse zadnje, čez nekaj časa bom imel predstavitev tele knjige, eni jo že poznate, o tej gospe Ani, Ana je ime, bom imel predstavitev tele knjige, eni knjižnice bom imel, veste, ki je v Izoli, drug mesec, predstavitev tele knjige in na začetku bom prebral neko pismo
ki mi ga je napisala, Ana, pred kratkim, prejšnji teden. Njeno pismo bom prebral, še eno, tle bo treba cel kup, bom še eno. Pismo bom prebral, v katerem ona na en način, ki ni zgolj njena osebna tragična zgodba, ampak na en način, ki to njeno osebno tragično zgodbo pravzaprav spreminja v tako rekoč skoraj del občega stanja duha danes. Tukaj je njena traumatična, pošastna izkušnja. Jaz bom to prebral, to pismo bom prebral, in verjamem, da bodo ljudje, ki bodo v dvorani, da bodo to prepoznali. Prepoznali bodo, da jim je ta izkušnja na nek nenavaden način zelo blizu. Jaz sem v to prepričan. In čez en mesec, kdaj bo že tista predsvetka, bom to naredil. Zdaj, nekaj, kar je tako rekoč nezamisljivo. To so zelo pomembne stvari. Naslov te knjige ni samo ne oči ne, v slovenščini to možno brati tudi ne oči ne, ker je videla nekaj, česar preprosto ne bi smela. Noben otrok ne bi smel videti lastnega očeta, ko ga posiljuje, ko ima koitus z njim. Ok, ne oči ne. In to je veliko bolj pomembno za svet, v katerem živimo, kar ste omenili podobe. Mi vidimo, pravi, mi smo že stari, deca tudi vidi, celo vrsto podob. Ne trdim, da so vse take, delač od tega, hvala Bogu niso, ki jih kratko malo ne bi smeli videti, pa nisem noben purist, pa noben moralist. Gre za neko mejo, ki je po definiciji nujna. To je meja med notranjostjo, intimo in zunanjostjo. Če te meje ni, potem človek razpade. Če človeško bitje nima lastne intime in če ta intima ne ostaja intima, kar pomeni, da nima zunaj kaj početi, če ta meja pade med znotraj in zunaj, potem strogo vzeto ne moramo več govoriti o človeškem bitju. Človek postane neko brezoblično bitje, ki je razprašeno po okolju. Nima več lastne identitete, ker je razprašena. In pravzaprav je za duševno zdravje tega človeka to zelo pomembno, ker ne more več odgovoriti na vprašanje, kdo ti si. Včasih, ko smo se mi, ko smo bili najstniki, ko smo začeli s prve filozofske tekste brati in smo se spraševali malo o filozofiji in tako naprej, je bilo to zanimivo vprašanje, kdo si ti, wow, se res, kdo pa sem jaz, ne? Bom malo pobrskal po svoji notranjosti, čisti iz globine, nekje bom potegnil kakšno idejo in to se mi je zdelo, wow, zanimivo, ne? Danes je pravzaprav to že skoraj nemogoče. Kdo si pa ti žblira, kar češ, malo sem to, jutri bom nekaj drugega, včeraj sem bil to, jaz sem tle nekje razprašen. S čim imam potem opravka? Kako ti ljudje sploh še vstopajo v medsebojne odnose? Ali sploh strogo vzeto, seveda, zdaj ne mislim dramatizirati preveč, ne? Ali sploh še lahko govorimo o medsebojnih odnosih? Kaj če danes veliko bolj kot o medsebojnih odnosih, pravzaprav govorimo samo še o stikih. O stikih. Nekih trenutkih, bežnih trenutkih, ko se dva atoma pač po naključju srečata, letite na razen in jutri, ne jutri, ma kaj jutri, čez 3 minute ste že, to so zanimive. Zdaj pa moramo nehati, če ne zelo ven vrgal. Še, prosim, še ja. Ok, še eno. Ja, prvič, identiteta nam po definiciji povzroča težave, po definiciji. Vedno je tako bilo. Zakaj? Zdaj, preveč cajta bi rabili, ampak jaz bi samo upozoril na tiste, zdaj me niti lokalno obrat. En stavek vam povem, pa razmišljajte o njem. Ko reče, kaj pa, če ne moramo govoriti samo o tem, da so nekateri ljudje paranoidni, nekateri so paranoidni, niso pa vsi, ok, super, pravi, ampak pomislite še o eni stvari. Kaj pa, če je človekova osebnostna struktura po definiciji paranoidna? Zakaj? Vsaka človeška identiteta je v osnovi, ker nima nobenega naravnega temelja, odvisna, a veste od česa? Seveda veste, od potrjevanja drugih ljudi. Drugi ljudje vas bodo pa potrjevali ali pa ne. Nikoli ne morete biti 100% prepričani, da vas bodo. Kaj pa, če vas ne bodo?
Se pravi, v osebnosti človeka, v osebnosti strukturi je v globinah nekaj paranoičnega. Kaj, če me ne bojo imeli radi? Kaj, če me ne bojo potrdili? Kaj, če se ne bodo strinjali z mano? Kaj, če me zavrnejo? Itd., itd. Se pravi, v osnovi imamo problemi. Vsi, nujno jih imamo. Ampak, to je samo pol zgodbe. To je samo pol zgodbe. Samo pomislite na še en obrat. Mi živimo v svetu, v katerem nas vsak dan pitajo žargonom, da je blazno pomembno tekmovati med sabo. Kapitalizem temelji na tekmovanju. Konkurenca je dobra in tako naprej. Mislim, še tisto par las, ki jih imam, mi grejo gor. Dobra za kaj? Za Boga. Za kaj? Za koga? Okay? Zdaj pa samo pomislite. Gotovo imate tudi tako izkušnjo. Gotovo imate, sem prepričan, da jo imate. Primerjajte te izkušnje, tekmovanje. Tekmovanje pomeni pravzaprav kaj? Jaz skušam se suti vas, vi pa mene. Kar pomeni, da to že itak paranoidno strukturo še bolj potiskate nekam v tri franže. Jo skušate jo razsuti. Jaz moram premagati svojega tekmeca, jaz moram prehiteti. Moram biti prvi, moram biti pred njim, moram biti boljši, moram biti ne vem kaj. Da bom imel še slabše občutke krivde, že itak jih ima. Pa neadekvatnosti, pa neustreznosti in tako naprej. Pomislite na to. 3 ljudje od 4 imajo občutke neadekvatnosti. 3 od 4, kar je noro. Da pa samo pomislite na izkušnje, ki jih gotovo imate v občestvu, v katerem vas pa ljudje potrjujejo. Ne tekmujejo z vami, ampak so solidarni. Vas podkrepljujejo, vas spodbujajo. Samo pomislite, to so na videz trivialne zadeve, ampak v resnici so danes radikalne. Samo pomislite, kako zelo se vsak dan hočeš, nočeš, trudite narediti vtis na druge ljudi. Upedena, to bleč, tretjo, pričesko in tako naprej. Zdaj, recimo zadnje, odkar sem z morja prišel, ker sem postal malo tako puščavniški na pogled, me vsak dan, ti daš pa ti šel k frizerju. Kaj pa tebe to briga? Ne bom šel. Koliko se vsak dan trudimo, na ne vem kateri decimalki, a to reči, ali ne, a to obleči, ali ne, pričeska, parfum, ne vem koga, da bom ja naredil na koga vtis, izdelek, mora biti narejen tako, s to glavo, z uno glavo, tako opremljen, ne vem s čim, kaj če ne bom uspel, nobenega pa to bodo vsi rekli, ali pa bi sploh ne opazil, obstaja neka blesava reklama, ne vem, če imate na en čudne lase, recimo take, kaj jaz, ali pa bolj redke, jaz sem tudi bolj redke, ali pa ne vem, kva že, nihče ne opazi, kamera pokaže neko mladenko s fulom, zanimivo, lepo, mlado, tam tako ne stoji, ne opazi, zakaj, ker je nekega klinčovega šampona, da ne bi imela takih las, pa sam take. Zveni bizarno, ampak taka je naša vsakdanjost. Zdaj pa samo ploščo obrnite. Kako se počutite, ko vas ljudje sprejemajo ne glede na to, a imate tako pričesko, ali nimate, a ste sploh brez pričeske, a ste tako, a ste drugače, kar jih zanima, naprimer nekaj drugega. Koliko ste prijazni do njih, koliko znate misliti, koliko ste zanimivi, koliko ste duhoviti, ali pa tudi, če niste, pa vas vse sprejemajo. Obstaja ena, ampak spomnimo pa res nekaj, zdaj prosim, da ne ustaviti. Samo še ta stavek moram povedati, če me ona izvala s tem vprašanjem. Ne postavlja takih vprašanj od 9 let. Anatomija melanholije, klasično renesančno britansko delo, ljudje sploh vejo za njega, kaj je kdo prebral. Fenomenalna zadeva. No in tam imate tudi en zanimiv stavek. To je iz 17. stoletja. Fantastičen stavek. Piše avtor, pravi, dobro, vaša žena bo čez leti tudi taka in onaka in lasje bodo izpadali in sivili bodo in taka bo postala in kocinasta in bradata in ne vem kašna in pravi, ampak, če jo imate radi, jo imate še vedno radi. Mi smo duhovna bitja. Če imamo nekoga radi, če tekmujemo z njim in če ima nekdo rad nas, ga na neki ravni naša empirija, kako izgledamo, a imamo kocine, a smo taki, a nismo, a smo grbasti, a smo puklasti, a kakšni smo, preprosto ne zanima. Ljubezen je drugo ime za to. Ne zanimajo me tvoje empirične
značilnosti, ker me zanima nekaj drugega. In v tem ni tekmovanja. In dokaj časa bomo mi sami slavili tekmovanje, jo tekmujemo, koliko je to dobro in tako naprej, smo fucked up. Prosim. Vse to, kar ste povedali, da je identiteta pretima, meni se zdi, da se cel čas govori v bistvu o tem lastna substanca, mislim, da to ne imamo vse predpostavko, lastna substanca, da ta sistem deluje zaradi tega, ker mislim, da lastna substanca ni samoumevna. To pomeni, da moraš imeti v sebi in ravno to je napaka. Mislim, ker je cel čas iščeš zunaj, zato ni teh odnosov in zato tudi spodbudnega okolja ni, ker ti lahko daš po moje spodbudno okolje, če veš, da imaš to. Še eno vprašanje, bomo pa do polnoči tle, no? Seveda, a veste, kaj je lastna substanca? Lastna substanca je iluzija. Mi smo simbolna bitja, nobene substance nimamo. Mi smo stkani iz sanj, če hočete. To, kar imenujemo ego, jaz in te zadeve, to je čista iluzija, ampak mi te iluzije potrebujemo. Ja. Ampak je v bistvu sistemom tako dela, da nimamo, da prišlišamo zunaj. Seveda, ker se odpovedujemo si od malega, ker nas pitajo, da moraš biti tak, pa moraš biti onak, pa to in tako naprej. In veliko ljudi je totalno prestrašenih, da bi bili, recimo, tako nori kot sem jaz, da bi preprosto bili nori. Ja, ne, jaz sem pa tak. And I like it. Se jaz nobeno nič nočem. Jaz sem kriminalec, nobeno bom ukrad, jaz se držim moralnih pravil, živim in tako skromno in tako dalje. Seveda, ampak v tem je preko ta subtilnost medsebojnih odnosov povezana z vprašanjem, koliko smo sposobni, zmožni, voljni, pripravljeni ohranjati iluzije drugega o njem samem. Koliko nismo, bolj ko smo tekmovalni, bolj nam grejo na živce. Zakaj ti nisi tak? Zakaj si tak? Fuck you. Zato, ker sem se tako odločil. No, zdaj pa res moramo nehati.